Turčija obsoja to potezo, jo označuje za novo dejanje piratstva in zahteva, da Izrael takoj izpusti pridržane aktiviste. Medtem Italija sporoča, da so njena veleposlaništva v Izraelu, Turčiji in na Cipru pozvala Izrael, naj zagotovi varnost italijanskih državljanov na krovu. Ta zadnja flotila je povezana s turško organizacijo IHH, isto skupino, ki je bila v ozadju incidenta Mavi Marmara leta 2010. Ko so se izraelski mornarici zoperstavili aktivisti in je operacija postala smrtonosna, pri čemer je bilo ubitih 10 turških aktivistov, so odnosi med Izraelom in Turčijo zašli v krizo. Še vedno je z mano v studiu veleposlanik Mark Regel, zdaj pa se nam pridružuje tudi varnostni analitik Jonathan Regel. Jonathan, katere nauke smo z varnostnega vidika potegnili iz incidenta Mavi Marmara leta 2010? In ali je ena od teh lekcij tudi ta, zakaj so bila ta plovila tako dolgo nadzorovana in prestrežena tako daleč od izraelske obale? Da in prav zato, da se ne bi približali preveč in da bi preprečili situacijo, v kateri bi morali uporabiti večje sile, so takrat tako ukrepali. Leta 2010 je to privedlo do smrti 10 turških civilistov, kar je verjetno bil glavni razlog, ki je odnose med državama pripeljal na tako nizko raven, kot so danes. Izrael, in to smo videli tudi pri prejšnji flotili, to počne daleč stran od izraelskih meja, veliko preden se te aktivisti sploh približajo izraelski obali. Kljub vsemu temu, pa v tem primeru leta 2010 ni bilo veliko nasprotovanja. Res je, da Izrael ni povsem pričakoval, kaj se bo tam zgodilo, vendar je bilo močno nasprotovanje, ko so izraelske sile takrat ukrcale na tiste ladje IHH. In kar je, mislim, tokrat šlo v prid Izraelu, je najprej to, da ni bilo veliko nasprotovanja. Sile, in kot vidimo tukaj, so prišle z ogromno močjo, ki pa na srečo ni bila potrebna. Tudi na srečo in nekaj, kar je takrat vzbujalo veliko zaskrbljenosti, je bilo to, da bi turška mornarica dejansko spremljala to flotilo. To se ni zgodilo. Če bi turška mornarica spremljala to floto in bi prišlo do spopada izraelske in turške mornarice na morju, bi govorili o popolnoma drugačnem scenariju. Na srečo to se ni zgodilo. Mark, odnosi med Izraelom in Turčijo so se od leta 2010 močno poslabšali. Trenutno niso v dobrem stanju. Torej, ko pride do takšnega incidenta, ali bi lahko obsodba predsednika Erdogana imela kakršnekoli resnične diplomatske posledice? Ali gre tukaj bolj za običajno javno diplomacijo med Izraelom in Turčijo, kjer si izmenjujeta udarce? Mislim, da gre bolj za slednje, za izmenjavo udarcev, na katero smo vajeni pri Turčiji. Moramo se spomniti, da je bilo v incidentu leta 2010, kot je pravilno povedal Jonathan, ubitih 9 turških državljanov. In Izrael, pravzaprav je predsednik vlade Netanjahu izrazil obžalovanje in plačali smo odškodnino. In resnica je, da je bila to napaka. Ne bi smeli biti ubiti. Poslali smo svoje mornariško osebje tja in mislili smo, da aretiramo protestnike, a so se izkazali za zelo nasilne. Naši vojaki so bili ogroženi in iz tega smo se nekaj naučili. In zato, če zdaj pogledate slike, izraelski vojaki tja hodijo pripravljeni na vse možnosti. In hvala Bogu, da ni nasilna. In morda prav zaradi prepričljivega prikaza, veste, demonstracije izraelske sile, ni nasilja. Kar se tiče Turkov, ti očitno niso prijatelji, ampak v odnosih smo imeli vzpone in padce. Leto 2010 je bilo slabše obdobje. A tik pred to vojno je predsednik Herzog obiskal Turčijo. In kot je Jonathan zelo pravilno povedal, je turška mornarica oziroma nadrejeni turški mornarici sprejel odločitev, da se ne pridružijo tem protestnikom. In mislim, da Turki niso prijatelji Izraela. Ne mislim pa, da si želijo odprtega konflikta z Izraelom. In to je dobra stvar.